Ko govorimo o prehranski varnosti v svetu, je tisto, o čemer bi morali govoriti kot o problematiki, tako velik spektr in tako velik nabor, da se praktično v minuti ali pa v naši oddaji zagotovo ne da. Pa vendarno takrat, ko razmišljamo o tem, ali bomo lačni ali bomo siti, lahko rečemo, kaj bi morali postoriti tu pri nas v tej naši mali Sloveniji, da bi se obnašali racionalno. Takrat, kadar razmišljamo o zemlji, o vodi, o energiji in tako naprej. In prav zaradi tega smo odšli do enega od največjih pridelovalcev mesa v tem našem okolju in pogledali in povprašali, kaj postori naprej. Kaj je tisto, s čimer najprej računa, da mu bo pomagalo pri zniževanju stroškov, pri večjih pridelkih, pri večjem zaslužku na tej kmetiji. Jasno, v korelaciji z veliko pridelane hrane. No in zato bomo govorili najprej o pridelovanju koruze. Ja, na nek način čudno, sofisticično razmišljanje o tem, kaj ima koruza in obstoj tega našega planeta skupaj, pa vendarno bi lahko rekli, da je ves razvoj šel nekako takole. Najprej smo se lotili iz tistega nabiralništva, pa potem iz lovstva, poljedelstva in takrat smo postali kmetje. Nato smo to poljedelsko kulturo pretvorili v meso na tak način, da smo se šli živinorejo in pravijo, da smo postali ljudje. Na to pa sta prišla poslovnost in pa znanost skupaj in preobilje. Vse skupaj ima hudo vsebino v pridelovanju koruze in prav zaradi tega smo iskali izhodišče, kako, na kakšen način se v naši državi lotevamo pridelovanja te kulture. In ta kultura, ki pomeni na nek način blagostanje recimo v prehranjevalnem smislu ali pa bogatstvo v prehranjevalnem smislu, saj potem pravzaprav k temu prehranjevanju hiti ves svet, je pravzaprav prav, da tako razmišljamo, če razmišljamo o tem, da bomo morali za svojo prehrano poskrbeti sami. O tem več potem v nadaljevanju. Pri samem pridelovanju koruze pa lahko postorimo še, vsaj v naši državi, izjemno veliko. Ostaja nam velika možnost gnojenja, ki niti približno ni tako velika in intenzivna kot to gnojenje, namreč kot je v Evropi. Potem so tu sorte, s katerimi lahko še marsikaj postorimo. Tudi genetika, ki jo lahko v tistem konvencionalnem smislu še urejamo, brez da bi se karkoli zgodilo na varni hrani. In nenazadnje tudi na tehnologijah in tehnikah, ki smo jih v zadnjem času pripeljali šele v našo državo. No in eden od teh kmetov je tudi naš naslednji sogovornik, ki pravi, sejal in sadil sem na novo, na način, da bom pridelal več in to je, lahko rečemo, povsem fizikalni ukrep, ki s tem, da bi se karkoli zgodilo v smislu varne hrane, nima nič in pomeni samo večjo količino pridelane koruze, morda celo boljšo. No in poslušajmo. No, se nahajamo na parceli, ki je bilo 9 sort posejanih koruze v dvojne vrste, cikcak. V času silaže smo večinoma koruze pospravili za silažo in z enim delom vsake sorte smo počakali do danes in jo žajemo po izkuse. Vidi se, da je koruza zelo dobro obstala, na občutek ni še rezultatov, občutek ima zelo malo vlage, je zelo kvalitetno zrne, debelo, polno, tako da pričakujemo ob merjenju tudi dobre pridelke samega zrna. Ja, in kaj moramo tu povedati? Povedati moramo, da pravzaprav kmet sam išče tiste tehnološke postopke, ki mu pomenijo več pridelave in nenazadnje tudi kvalitetnejše zrnje. Več zrnja, ki bo potem dalo tudi na koncu večji izplen mesa. O tej cikcakasti setvi smo že govorili, saj je na tak način
na manjši površini posejanih več koruznih stebel. Jasno pa tu znotraj se skriva še veliko pasti, ki jih bo moral v nekem tehnološkem smislu sam urediti ali pa skupaj s tehnologi. No kako, ali ste zadovoljni bili z vsem tem, kar ste postorili na njivi? Naša pričakovanja so izpolnjena in ni razloga, da v bodoče ne bi zopet tako sejali, kajti na 1 hektar površine bistveno več donosa. No, lahko zakompliciramo in govorimo o količini posejanega zrnja na hektar, ampak ne gre za to, gre samo za to, da povemo, da je s tem načinom setve dosežen večji pridelek, da je na tak način posejanih več rastlin, ki pravzaprav z večjo močjo srkanja korenin na nek način pridelajo tudi več zrnja, ki potem na koncu da več mleka ali več mesa, skratka več koruznega zrnja, ki je v svetu prava mala revolucija, bi lahko rekli. No in ta setev, o tej setvi smo že govorili, kaj pa vi? Silaže je tam 30% več, s tem, da je treba zelo paziti, katere sorte se uporabljajo pri setvi. No pa kljub temu je potrebno povedati, da gre za te okoljske momente, ki pomenijo določeno erozijo na samih tleh in da predvsem pri sedajšnji pridelavi koruze smo imeli izjemno slabo pokritost, s herbicidi smo dosegli povsem gola tla, ki so bila potem izpostavljena eroziji, ne samo vetravni, tudi recimo padavinam in dežju in ne nazadnje tudi lahko rečemo zapleveljenosti. Namreč gre za to, da so bila tla pokrita in tam, kjer so pokrita zelenimi rastlinami, tam erozije ni in to je eden od momentov, o katerem bomo seveda potem v globalnem smislu še govorili. No, in vi ste s to pokritostjo zadovoljni. Bilo je vprašanje, ali morda ne bo vse skupaj ta koruza posejana preveč gosto. Tu je, lahko še enkrat povem, da je tukaj boljša pokritost tal, na kvadratni meter je več rastlin, bolj lepo so porazdeljene. Letos se je zelo dobro izkazalo v vročih dneh, je bila zemlja bistveno bolj lepše zaprta in vlaga je dalj časa se držala v zemlji, tako da letošnja vročina je bila vročina, ni bila tista dejanska suša, se je izkazalo kot to zelo pozitivno. Ja, pridelovanje v poljedelskem smislu, v neki sinergiji z živinorejo ima v mislih maksimalno izrabo tal, ampak ne na škodo poslabšanja lastnosti tal. Upoštevajo se talne lastnosti in prav ta pokrovnost preprečuje erozijo, odtekanja tal, na nek način povečuje sposobnost tal za pridelavo same koruze. Jasno pa, da ko sva se pogovarjala, mi je rekel, razmišljali bomo prav zaradi tega še, da bomo prelisičili sušo, voda je pri koruzi najbolj pomembna in posejali bomo tudi še kakšne druge kulture. Spomnite se, da smo prav na tej kmetiji že sejali lucerno deteljo, ki je dala maksimalne odkose, maksimalne pridelke in to predvsem na račun sušnega obdobja. V zadnjem času pa razmišljajo o siliranju tritikale v sudanski travi. No, o tem bomo še govorili, pa vendar vse je nekako natempirano na kvalitetno krmo, doma pridelana krma z uporabo čim manj energije, z čim manj, kot smo rekli, erozijskimi elementi, vplivi na okolje in tako naprej. No in kako je s to koruzo v krmnem obroku? Seveda krma ali pa sam obrok v jaslih mora biti čim bolj kvaliteten, predvsem mora biti zdrav, brez bolezni, brez plesni. Tukaj, kar se tiče samih plesni, lahko naredimo izbor samega semena. Nekateri semena so bolj odporna na razne zunanje vplive, nekatera manj. To je treba poznati, to je dejstvo. Samo je pa treba vedeti, žival rabi beljakovine in energijo in bolj kvalitetno energijo in v manjših količinah dobi bolj kvalitetno energijo, boljšo rezultati, boljše dela
manj je odpadkov, gnoju, ki gnoja vse posledično, komplet verega potegne za sabo z zdravo, kvalitetno krmo. Ja, če bi na nek način vzeli v zakup vse tisto, kar pravzaprav govorimo takrat, kadar govorimo o tem, posejmo več hrane, pridelajmo več mesa, takrat, ko govorimo o teh globalnih problemih, ki pravzaprav prihajajo ne samo v Evropi, ampak po celotnem svetu, se na nek način potihem pripravlja revolucija ali pa celo konec hrane, kot bi temu lahko rekli. Vse to je tisto, kar smo na tem polju, na tej kmetiji pravzaprav zaznali. Namreč sam kmet ve, da vsakakršno ravnanje, ki je v nesoglasju s tlemi, ki je v nesoglasju z ekologijo, ki je v nesoglasju z vremenskimi razmerami, ki je v nesoglasju z semeni ali pa s sorto, lahko povzroči hude probleme. Predvsem gre tu za samo kvaliteto pridelane krme in ne nazadnje tudi za škodo, ki je trajni pojav potem v nekem določenem okolju. Na njivi, na tisti njivi, ki jo bomo drugo leto spet posejali. No? In tu gre seveda za vprašanje, kako ste v letošnjem letu pravzaprav videli in pridelali vse skupaj. Minulo leto ali pa ta leto, ki se zaključuje, seveda vsako leto je specifično, v vsakem letu hočemo nekaj poskusiti novega, seveda takrat, ko poskušaš nekaj novega, nekaj izboljšati tehnologijo v sami prereji, pride do kakšnih napak, ampak vsako leto se naučimo nekaj več in ja, vsekakor sami prirastki in pa predvsem sama klavnost se je povečala za 2% v letošnjem letu na naši kmetiji in vsekakor to je rezultat dobre osnovne krme. Poglejte, velikokrat smo se pogovarjali še o onih prejšnjih časih, o klavnosti, pogovarjali smo se o kvaliteti mesa, pogovarjali smo se o tem, da je meso samo tisto, ki se potem na koncu prodaja in da je izjemno pomembno, kakšne kvalitete je. Vem, da se ukvarjate tudi s to prehransko kvaliteto samega mesa in da marsikaj postorite v to zadevno doma, tudi v poskusništvu, ampak vendarno, kako, na kakšen način prodate to svoje meso? Naše meso se prodaja tam, kjer se dosegamo najboljšo ceno, je pa dejstvo, da Italijani zelo poznajo naše meso in ga tudi temu primerno plačajo ob regulacije trga, je pa tudi v Sloveniji se odpirajo vrata in so prepoznali naše meso, tako da jaz upam, da bomo v prihodnosti vse živali prodali v Sloveniji in da bo slovenski potrošnik bil deležen tudi kvalitetnega mesa. Ja, tokrat mogoče ne bova ravno v sozvočju, ampak tradicionalnost je nekaj, na kar prisegam in se mi zdi, da je prav v Sloveniji poskrbela za to, da imamo varno in zdravo hrano. No, kako se je ta novost prijela? Namreč velikih skokov in hitrega napredka v Sloveniji ni. Kaj lahko poveste o tej dvovrstni setvi, o kateri smo govorili posredno in jo še enkrat opredelili, glede na to, da smo že govorili o tem v naših oddajah? Ja, posetvene površine se večajo tudi na območju Slovenije, tako da prihodnost vsekakor, kdor hoče imeti več pridelka in pa bolj kvalitetni silaže, je dvojna setva. No, prvi koraki so zagotovo težki in v eni oddaji naprej bomo govorili tudi o tehniki. Je tehnika, namreč take strojne sejalnice so drage, usluge drage. Tudi vi postorite kakšno uslugo, na tak način pravzaprav širite ta nov pristop v sejanju koruze? Mi z to sejalnico nudimo strojne usluge setve, kateri se odloči, nekateri, samo to je prepričanje vsakega posameznika, nekomu to odgovarja, seveda seto je nekaj dražja, nekaj več semena je treba, samo kdor želi imeti več, seveda je treba tudi nekaj več vložiti na samem štartu. Na nadaljevanju, če želimo
nek fizikalno-tehnično, tehnološki ukrep nadgraditi, je potrebno se lotiti seveda tudi semena. Namreč za tako dvojno setev je potrebno tudi drugačno seme, kot je tisto, ki smo ga sejali v enovrstno recimo setev z enovrstno sejalnico ali pa dvovrstno sejalnico, ki ne seje, kot temu rečemo, cikcak ali kakorkoli že, malo se mi je zafeclalo. Ampak gre za to, da je pravzaprav biologija same rastline seveda tukaj drugačna, da je zasenčenost nekaj drugačna in da je potrebno predvsem z žlahtnenjem ali pa z iskanjem pravih sort najti tisto, kar je pravo. No in poslušajmo strokovnjaka, ki je preizkušal to seme za tovrstno setev na tej kmetiji, kaj lahko pove. Na kmetiji gospoda Marjana Gorenca smo vrednotili poskus koruz, 7 hibridov. Šlo je v osnovi za silažni poskus, katerega zaradi neugodnih vremenskih razmer nismo utegnili pospraviti in smo ga v nadaljevanju sezone pač poželi za zrne. 6 naših hibridov, nekje smo v tak poskus postavili najbolj aktualne hibride za pač prihodnjo sezono, testirali tudi nekatere nove hibride. Še poudariti moramo, da gospod Gorenc že drugo leto prakticira dvojno setev koruze, kar je v našem področju novost. Dvojna setev prinaša določene prednosti in seveda zahteva tudi določene zahteve, se pravi od tako boljših tipov tav, kot tudi predvsem višjih odmerkov gnojil. In je, bom rekel, v končnem rezultatu pridelek koruze kar za tam 15 do 20% višji. V to tehnologijo nas predvsem silijo oziroma kmetovalce silijo vse strožji pogoji, se pravi vse nižje odkupne cene in pa, bom rekel, v sami tej tehnologiji dvojne setve je možno bistveno bolj ekonomično izrabiti domače površine oziroma površine, ki so na voljo za pridelavo koruze. No, nenazadnje spet govorimo samo o preizkušanju hibridov ali pa sort koruze, ki jih preizkušamo s standardnimi metodami tehtanja, nenazadnje z opazovanjem dozorevanja in pa nenazadnje z opazovanjem same rastline. Tu je predvsem potrebno povedati, da tudi pri teh metodah žlahtnjenja, kot se temu reče, ne govorimo o nekem novem transgenem načinu razmišljanja, o katerem toliko slišite, ampak gre predvsem za konvencionalne metode žlahtnjenja, ki so pospešeni z dovršenim genskim označevanjem. In sicer na tak način moramo podpirati te trajnostne kulturne prakse in pa kulture, torej tudi sorte, ki imajo v sebi skrit ta, lahko rečemo, naboj, ki ga praktično je v naravi najti. Le poiskati ga moramo primernega za naše okolje, za naša tla, tudi za naše namene, če že hočete. No in tu ste preizkušali sorte, če se ne motim. Tako je, vedno preizkušamo več hibridov, se pravi standardne hibride in pa nove hibride, v samem, bom rekel, žlahtniteljskem. Žlahtnitelji nas vsako leto zalagajo z številnimi novostmi in semenarji moramo pač na trg potrošnikom, uporabnikom ponuditi vedno najboljše hibride. Seveda so vsi ti hibridi, rečeno, rastejo pod milim nebom, lahko je neki hibrid ima izreden potencial, pa ga zaradi mogoče neke depresije na njivi ali pa vremenskih pogojev, suša, toča, vročina ne pokaže tistega svojega pravega potenciala. Tako da se vsak hibrid, nov hibrid nekje preizkuša v makroposkusih 2 do 3 leta, potem pa gre ven za prodajo.
Ja, prav gotovo semenarska hiša bo predstavila vse te rezultate z tega semenarskega področja. Sam pa vem, da se tudi to semenarjenje in pa žlahtnjenje nahaja včasih pravzaprav v temnih rovih. Nikamor se ne da premakniti popolnoma nič in spet drugič je možno z določenimi žlahtniteljskimi prijemi doseči veliko več. In to brez kakršnih koli transgenih sprememb, brez česarkoli, kar bi ne pomenilo povsem normalno žlahtnjenje, iskanje sort primernih za to, kar smo prej slišali, za določeno nivo, za določen tip tal, mogoče za določeno podnebno okolje. No in kakšni so bili vaši rezultati? Rezultati v trenutnem, se pravi, poskusu od sedmih preizkušanih hibridov, se pravi, če se poimensko obrnemo na hibrid, je naš nov hibrid v letošnji sezoni DKC 4717 zrelostnega razreda 370, res vrhunska zadeva v kombinirani rabi, tako silaža kot na drugi strani zrne, dal v tehnologiji dvojne setve 21 ton svežega zrnja po hektarju z 21% vlago. Ja, včasih smo na nek način v suhem zrnju preračunano pridelali 6 ton po hektarju, pa nekateri so govorili tudi o 11 tonah v najboljših letih. Ja, res vrhunski rezultati, kaj pa ostalo? Mislim, da so pridelki, da je tehtnica povedala vse. Ostali hibridi so pa tudi, bom rekel, nekje blizu, se pravi, ni bilo prevelikih nihanj. No in kaj še vi kot semenarska hiša lahko poveste? V letošnji sezoni, če gledamo, da je žetev koruze v zaključni fazi, so bili pridelki zrna kar visoki, se pravi, na nekje lahko rečemo na višji ravni, pa tudi moramo poudariti, da ni vse količina pridelka, da lahko rečemo, da smo tudi imeli relativno zdravo zrnje, se pravi zdrav pridelek zrna, kar je tudi zelo pomembno pri sami prehrani živali. Ja, no, vidite, tako se da pomagati tudi takrat, kadar kot kmet razmišljaš na svojem lastnem posestvu. Jasno, tu zraven bi morala biti še politika, tu zraven bi morala biti še svetovalna služba. Veliko je tistih, ki bi se morali vključiti v te razprave, da bi pravzaprav zadostili vsem tistim potrebam, ki jih narekuje degradacija tega našega planeta in ne nazadnje nasititi ta narod. To je politika morda, ali pa ne vem, v nadaljevanju bomo še pogledali te posnetke z te kmetije. Sam pa bi rad spregovoril o tistem, kar me moti. Veliko sem tega prebral, veliko prečital. Od 88. leta razmišljam samo o tem, kako na kakšen način bi morali organizirati naše kmetijstvo, da bi potem na koncu zaslužili. Veste, preveč vas je, da bi vas vse naučil in ne verjamem, da vsi verjamete, pa vendar z nekaj dejstvi na pot, tudi v današnji kmetijski oddaji. Kaj je tisto, kar pomeni začetek ali konec hrane? Ko razmišljamo o tej koruzi, ne morem mimo dejstva, da je koruza ena od žit, ki jih potrebujemo za to, da bomo pridelovali meso, in sedanja poraba je pri mesu približno velika 220 milijonov ton in 2050. leta bomo potrebovali 465 milijonov ton tega mesa in potrebovali vsako leto več kot za milijardo ton žita, in vse to pravzaprav narekuje, da bomo morali ta žita pridelovati, hoteli ali ne. Znotraj vsega tega pa nastajajo problemi, kot je problem recimo vode. Namreč izraba vode v pekinškem bazenu, zahvaljujoč nesmotrni, nepravi porabi pri sajenju ali pa pri žitu, je dosegla
da je vodna gladina talne vode padla pravzaprav za 90 metrov in da se je Peking posedel za 2 do 3 metre, pravijo. In ne moremo drugače. In zaradi tega pri sedanjem industrijskem načinu z nižanjem stroškov, z vedno večjimi količinami, pravzaprav z neobzirno obdelavo zemlje, z dragimi materijali, pravzaprav s to vodo, z spremembami klimatskimi ne bomo dosegli vsega tistega, kar bi želeli, ampak moramo zaradi tega poskrbeti v nekem novem modelu, sami poskrbeti za svojo prehransko varnost in to trajnostno. Resno moramo vlagati v raziskave in razvoj prehrane, ne samo zato, da dobimo nove tehnologije prehranske varnosti, temveč tudi v nove proizvodne metode in kulture, ki zahtevajo manj vode, manj gnojil, manj energije. Podpirati moramo tudi proizvodne prakse in kulture, ki so trajnostne, tako kot smo to videli na tej kmetiji. Tudi prehranski sistem moramo narediti bolj trajnosten. Više cene, da, vendar teh premožnih okoljih v ostalem svetu pa bi to pomenilo pravo katastrofo. Če ne bomo strateško opredelili pomena preskrbe s hrano, bomo zabredli v nerešljive težave, ki tudi s politično voljo ne bodo več rešljive. In to je velika problematika. No in sedaj bi lahko rekel tako. Veliko je tega znanja, veliko je tega hotenja. Pa vendarno, najmočnejši je denar. Denar je sveta vladar in ta odloča o tem, kako na kakšen način bomo živeli na tem našem planetu. Vse bolj. Socialo smo pogazili, tudi prijateljstvo, tudi združevanje, tudi vse tisto, kar bi na koncu dalo nek, recimo, dostojen način življenja in preživetja na tem našem planetu. Vse to skupaj je velika stroka, vse skupaj velika politika. O vsem tem razmišljajo na tem svetu, ampak tisti, ki išče denar, ta ne ve ne za kulturo, ne ve ne za prijateljstvo, ne ve, da je oni predevel ali oni presuh. Vse skupaj ima hude notranje posledice, ki si jih nočemo zavedati, pa seveda niso oranje, niso kmetijstvo, niso tisto, s čimer mi na naši zemlji lahko zaslužimo.